Dobro jutro, o moj bog. Začenja se drugi del dopusta, gremo v Bosno. Vreme je obupno, dežuje, ker bi kar posli stala. Vlada nas upam, da imaš lep začetek tedna. Za one, ki se šolate, ki hodite v šolo, se pravi osnovno, srednjo, faks, boste malo kasneje. Pač upam, da ni preveč hudo, da se sicer fura, da hodila v šolo. Osnovna sicer ne to, kar so bili pri faksi. Srednja mi je bila pa top, pa še faks, še bolj top. Tako da zdaj se sam še do konca spakiram, odnesla stvari pičive. Kravni aparat nama je očitno crknil. A jaz lih prekratke medila video o tem. Bom še govorila, no, tako da ne vem, kaj bo bila na servisa, bo novo gazela, poročam o tem. No, tako, ko sem omela, očitno je aparat za kavo crknil, jaz lih video posnamem in pol. Ne vem, bomo videli, no, neka plastika se je premakala in ne teče tam, kar bi morala, ampak bolj noter, kar pač ni pravilno. Tako da greva zdaj v Nespresso, pogledati, kaj nam bodo rekli, oziroma moramo še počakati pol ure in greva na kofe. Tole vreme me kar malo šokiralo, no zdaj sicer nehal deževati. Jaz pač še nisem pripravljena do konca poletja, vem, da se ful pritožujem čez vročino, ker jaz vročine res ne prenašam, ampak da je pa tako konc, takrat mi je res najhujno, ta prehod mene kar ubija, pa se sicer navadam, pa mi je kul. Sicer ko mi čakam pumpkin spice latte, pa adventne koledarje, tako da napiš mi še pliz v komentar, kaj želiš, da probam, znamko, kje lahko dobim to, tako čim več informacij bom hvaležna in ja, dejansko se komi čakam, no, se veselim, ampak še malo bi poletja v Bosni, no. To še čist malček bi, pa ki konc dopusta pa ne bo karkoli. Tale rogiček v kofi plancu je res ful dober, pa še to huje. Kava je pa itak, the best. Zdaj smo v Nespresso trgovini, gospod mi bo naredil kavico, mislim postrežba, vrhunska. Zdaj bo pa prinesla aparat, pa gre na servis in jaz dobim vmes tega nadomestnega. Tako sam tole ti hočem pokazati. Ker so limited edition, neko je lepa barva. Tako kar tega videla. Pač so hudi, zateli so to novi, Virtuo, sam tega nikoli nisem uporabljala, tako da ne poznam. Pa pol tudi tele kapsule si dodala še. Ker je vrhunska postrežba, jaz sem šokirala, da dobim kavico. Aparat se je padel, kupila sem tega varnega, bom pol pokazala v Bosni, ko bova prispela. Pač meni je cute. Pozdravljeni, dobrodošli v Prnjavoru. Prišla sem v Bosno, kakšno urico dve nazaj. Malo smo zunaj sedeli, zdaj se je fululil, mislim, dežuje, no, tako da jaz pa lih nisem prinesla toplih stvari s sabo. Ups, ker sem pozabila. Jajks, tako da. Mislim, kazali, da bo bolj toplo, ampak se je očitno spremenila napoved. Jutri bo, mislim, danes bo do konca dneva pa je dežval. Jutri naj bi bilo oblačno, v sredo naj bi bilo tam do 26 in pol je konc poletja. Tako da. Tole od Nespressa, ki sem danes kupila, in pa tale kapa, ki sem jo kupila zadnjič v Italiji. Ja, pač ful imam rada barve, a ne, in tole. Zdaj vidim, koliko je podobno. Ja, pozala sem povedati, kaj se je zgodilo s kavnim aparatom in sicer moj je tako star model in je star 4 leta in tudi nimajo v bistvu rezervnih delov, recimo tudi, če bi šel na servis, tako da pač ga na servis nisem mogla dati, zato sem pač morala definitivno kupiti novega. Unga pa ne vem, bom videla, pa ni odzem mleko, bom pač lahko uporabljala še starega, ne? Kaj je fora, zakaj se je to zgodilo? Igla se je premaknila, se pravi nateče ven, tam, kjer pač normalno more, ampak kar noter, tam, kjer on odlaga v bistvu kapsulo. In je pa ta gospod v Nespressu rekel, da to se zgodi, recimo, če uporabljaš te druge kapsule, te, ki so kompatibilne z Nespressom, ampak te, ki niso original. Ups! In pa ti tudi, recimo, garancija ne velja. Ups! Tako da zdaj me kar malo strah uporabljati te fake
Kupila sem sicer 2 paketa, pa je še zraven dobim 7 kosov pri novem aparatu. Jutri ga bom testirala, no pol je pa že tako malo pozno ura, tako da pol nisem ti delala kave. Bom pa jutri ga testirala, pa bomo še tak video pokončno bom posnela. Dragi še počevape. Ker malo pozabljam vlogat, ne vem zakaj, mislim, da se tudi realno ne dogaja nekaj preveč. Da ti pokažem aparat. Tak zelo mejhen, sicer meni je ful cute, tak za 4 tele kapsule ima kapacitete. To je res ko najbolj osnovno, kar obstaja, 0,6 litra vode. To je to, simple, espresso, podaljšana, to je to. Sicer sem že pila jutranjo, pa mi ni bila tako okusna. Vem, sem se navadila na te fake ali kaj, ne vem, bomo videli. Jedli smo, zdaj grem nekaj ven, malo pospraviti. Saj ne dežuje, no, ni sicer ful tako vroče, je toplo, no. Drugače sem tle noter, malo berem, video sem zeditirala, tako da prvi del videa od 2 moram še naložiti, no. Tako da ja, to sem v bistvu počela. V bistvu včeraj, no, danes sem ga preverila, če je vse ok. Dragi je tam na njivi, dela svoje stvari. Jaz sem malo tle, malo stašča dol, tako pač v easy. Tle je internet kar zanimiva stvar. Midva imava bosanske številke in zmer kupa internet za 3 dni, 30 giga. In jaz danes seveda downloadam vse te videe, fotke, uploadam nov vlog na YouTube. In vmes zmanjka interneta. In sem lavno, what? Pa nisem jaz toliko porabila interneta, ampak očitno sem, ker pa sem ga na nov pač morala kupiti. Ker to je ta prednaročniška številka, kako se temu reče. Tako da jaz zdaj počasi bo uploadan. Tako, zanimiv je, kako jemljemo te stvari za samoumevne, da pač imamo internet skozi na voljo. Medtem, ker temu ni tako. Zdaj greva z dragim na obisk k eni njegovi sorodnici. Tako da tole je outfit. Pa še jakno bomo vzela s sabo za vsak slučaj, če bo slučajno pa začne mrzlo. Za zdaj je še tako fajn, toplo, potem. Jaz pa ful oblekic prinesla. Vmes mi je bilo tako mrzlo. Res, ko mi čakam pumpkin spice latte, ko se vrnem v Slovenijo. Dobro jutro, z dragim greva v mesto, imamo ene opravke, bomo videli, kaj se bo kje dogaja. Pojedli smo krompirjev burek in zdaj bomo šli vsi skupaj v Banja Luko. Sonček je, tako da je spet malo toplo, čeprav je pol jutri. Jutri bo še toplo, pol pa od petka naprej, pa konc poletja, tako kot pri nas v Sloveniji. Žal, tako je. Pa je, zdaj kar vroče stari. Se što malo preoblekla. Drugače res same obleke sabo pa kratke rokave. No, se to sem se že pritožvala. Drugače pa tako fajn biti na dopustu, kar ne bi šla nazaj. Da ti še pokažem, kaj sem kupila v Uni CM trgovini, pač moja najljubša. Tole je verišča, morski koniček, jaz obožujem morske koničke. Maskaro, to je tale Sky High, ta je ful dobra maskara, preverjeno. Potem teli uhančki, taki simple. Teli malo taki egipčanski, kar jaz obožujem. Teli so mi tudi ful lepi. Tele sem pa vzela za mojo sestro, tako da to je to, ja, da sem šla v easy. Zdaj se bom pa po moje kar preoblekla, ker ga res začela hajcati.
Ok, in Liz zdaj je nehal. Evo, pa še smo z Banja Luke. Kako je v bistvu Banja Luka veliko mesto, sploh nisem vedela. Šli smo še v trgovino, vzela sem tele spodne majice, ker je pa seveda cenejko kot pri nas. Take čist navadne bele. Da imam recimo pod tole srajčko, ki sem zdaj vzela, je iz viskoze, ampak ful je lepa. Sam je sicer prozorna, tako da moram imeti še nekaj v spodje, ne da se ne vidi, kar nočem, da se vidi. Pa še tele medenjake sem vzela. Ja. Zdaj se grem kopat, lase umit, pol bom pa ne vem, ali bom brala knjigo, ali bom na kompu, ali bom gledala TV, tle imam še TV, ki ga sicer ne uporabljam lih veliko, ker nisem jih toliko za TV, ampak če najdem nekaj pametnega, bom gledala. To je to za zdaj. Dobro jutro, z dragim pijeva kavo tle na terasi. Koliko je fajn, kaj je sonček, ampak ni prevroče. Ker je ono tako sprijetno, sveže, lepo. Tukaj je fajn, sem znamo pisati, pa tle biti na terasi, sedeti. Life, res to je life. Dobar juteček, a sem že pozdravila? Mislim, da sem. Bila sem celo produktivna, posesala sem tale štuk. Ma sem svoj kovček spedenala, ker sem imela tako malo razmetan, pa sem malo pospravila ga. Zdaj bomo moja še malo brala, pa na kompu bila, dragi skočil v mesto, on bo tam še delo zunaj, na njivi. Jaz sem brle, I guess. Lak za nohte sem se dala dol in ta se mi je zlomil, tako da sem ga morala strič. Fora tem, da jaz sem tako naravno ful dolge nohte, ampak ko so že tako predolgi, se začnejo sami lomiti. In ponavadi je zmernih tle na začetku, ko najbolj boli, pa bolj to traja, da zraste. Pa sem po moje z rdečim lakom namazala. Zdaj sem zeditirala ta drugi del vloga z Italije in sem še enkrat pač pogledala, če se štima. In tako malo do takega nekega spoznanja, upam, da se ne sliši, sem prišla, ki bi tako rada podelila s tabo in sicer dajmo biti hvaležni za vse, kar imamo. Mi se sploh ne zavedamo, koliko dobro živimo tle. Tako res, se ne rečem, se Slovenija ima tudi negativne stvari, kot vsaka država, ampak nasploh ful dobro živimo, le imamo pitno vodo, kar ni samoumevno. Mislim, da v Italiji ni pitna voda in tudi v tem mesecu, ko sva bila v Albengi, sem pač videla, imajo zunkat neke aparate, kjer je folk pač kupil vodo 5 centov na liter, mogoče ne zveni veliko, ampak vsem, da si moraš točiti vodo, da piješ iz steklenice, meni je to tako, ne vem, meni je to nepojemljivo. V glavnem, frišno vodo imamo, relativno čist zrak, odvisno pač, kaj živiš. Ampak tako, že ta možnost, da lahko potujemo, načeloma, da si lahko vsak prvoč dopust, če nas drugega vsaj, obstajajo tudi neke organizacije, ki pač otrokom pomagajo. A imaš potni list, kamor greš lahko relativno v velik držav. Recimo nekdo, ki je iz Indonezije ali pa iz neke tam, ne vem, skje, tudi ne morajo kar tako pridati nekam, ne, tako internet imamo, to sem sicer šele tle videla, ko sem uploadala ta prvi video, ki mi je vas internet pokural, sicer zdaj moram še tega drugega, ne vem, kako bo šlo, no. Imamo javni prevoz, ki je relativno dobro, no, to vem, da je, jaz sicer uporabljam pač LPP, ampak dobro, relativno okej je, ne bomo se pritoževali. Ko sem nekaj pazila, da tle zdaj, kada imam brke, ampak ne pobrijem, pač škarjami porežem, pa še zmer imam, to je po moje, kad malo barvan. Oh my god, pač ignoriri to. Tako res zdajmo biti hvaležni za vse, kar imamo. Jaz vem, če ti ga, ne vem, bežice šola ali pa karkoli. Le izobražuj se, da si čim bolj razgledana, ber knjige, ne vem, tako, dajmo pač biti hvaležni za to, kar imamo veliko, tudi če mislimo, da nimamo, imamo za jest, itak čist preveč v izobilju, čist preveč sladkari, če me ne vprašaš, pa so takih neumnosti, tako da knjige gledam tle, ko berem eno knjigo. Lih nekdo mi je komentiral, a knjižnice še obstajajo, v nekaj takem smislu, ja, obstajajo in to zelo, very strong, pač, hvala Bogu, veliko ljudi hodi v knjižnico
in to je super. In tudi še zmer so relativno ugodne. Ta moja, mislim, da je to sicer poenoteno po Sloveniji. Prej bilo 12 evrov, nekaj tasga, zdaj 15 evrov za zaposlene. Tako da sem 15 evrov ali je 18, no, glavnem, ne mora se zdaj spomniti točno na let, ampak to je še zmeraj relativno pač ful ugodno, ne, glede na to, koliko knjig si je sposodom, je to meni odplačan v enem mestu, če tako pogledaš, ne v enem mestu, z eno knjigo praktično. Evo, koliko, moj bog, še več. Zdaj le berem Jurija Hudolina, ne se vemo, da mi je ful všeč ta model, mislim, njegove poezije, a ja, se sem še 2 knjige prebrala, Veliko govorimo o Juriju Hudolinu. Na začetku je imel zelo kontroverzne poezije, pa se je pa malo umiril z leti, pač ful mi je všeč, obožujem ga, pa tudi ta roman mi je zelo všeč, no ta roman stane 27 evrov. Tako da je že sam to eno knjigo, ki sem si sposodila, sem odplačala to članarino svojo, plus, ne. Zdaj ko pa tale stane, nima veze. Potem sem že prebrala Olivier Guz, Izginotje Josefa Mengeleja, v bistvu govori o nacistih, o koncu druge svetovne vojne, ko prebegnejo v Argentino in tam živijo še vsaj 20-30 let in jih nekateri celo nikoli ne odkrijejo. Ampak je bilo ful zanimiv brati, resko ful, in da se želim še malo več teh knjig iz druge svetovne vojne prebrati, ker se mi zdi tako ful zanimiv, pa da se tudi dejansko malo bolj izobrazimo v tej tematiki, no. Tako ful je šitak stvari, tematik, v kateri se moram izobraziti in pa poezije, zdaj da sem tako polno glavo vsega. Zdaj malo načrtujem, ko se bo vrnila tam, kam moram še kaj narediti, drugače me ful perila čaka, že zdaj imamo ful perila, mislim, sem pustila, ne, a kaj šele zdaj, ko pa prišla nazaj. Zamenjati moram poletna oblačila za jesenska, zimska, tako da bomo tudi to delali, bo ful zanimiv, upam. Več kuhati, peč, kar zdaj bo prijetno lepo v sobi in ne bo vroče, tako da bomo lahko kuhali. Tako da predlogi za slane, sladke jedi, prosim, napiši komentar, hvala. Ja, pa adventni koledari, pa to jesen moram malo tak plan si narediti, da sem malo bolj pripravljena. Ja, dajmo biti hvaležni za vse, kar imamo, okej? Pa če to ni nič, najdi vsaj 3 stvari vsak dan. 3 stvari sem prepričana, da lahko najdeš. Dejansko jaz sem kar nekaj časa pisala tak dnevnih hvaležnosti vsak dan. Zakaj sem pa hvaležna? Napišeš, ne vem, hvaležna za pitno vodo, hvaležna za internet, hvaležna, da sem živa, hvaležna, da grem lahko na javni prevoz. Karkoli, da lahko pridem v Ljubljano, ali pa pač kamorkoli moraš, ne? Ker jaz ne vozim, ker se bojim. I know, vem pač, ne bed. In je pač javni prevoz moja edina opcija. Ko pač seveda moj dragi ne more, a ne. Z dragim greva nekaj jest, greva na čevape, seveda, ker jaz, ko sem v Bosni, jaz hočem samo čevape jest. Je pa že kar hladno, sicer sem videla, da je v Ljubljani dež, tle še ni, jutri pa je. Čez dan je bilo precej toplo, zdaj pa že malo hladno, mora nekaj čez 7. Tako da imam dolge rokave, pa blazer ali jakno. Pa, gremo. V bistvu niti ni toliko mrzlo, kakor sem mislila. Škržati se ful slišijo. Kar prijetno, no. Evo, pa sem prišla nazaj, čevapi so že super. Ura je 8:30, ful ga piha, tako da se bo enkrat. No, se to je to, zato jaz pa natle nič posebnega ne počnem. Prebrala sem eno knjigo, točno da jo pokažem. Od Jurija Hudolina. Cool knjiga. Hi. Spet en insekt. Tle to knjigi živali. No, glavnem, knjiga je podlara. Pa še ena imam iz knjižnice. Moram do ponedeljka vrniti. Dobro jutro. Pa je tu dež prišel sem. Meni je kratko malo depresivno. Pač načeloma me dež ne mot, ampak je zdaj fora, da ta prehod me pa zmer mal, ne vem, kako bi rekla, sjebe. Ta prehod z poletja na jesen mi je zmer tako kar malo težek. A veš, ko se toliko hladi,
Da še dobro, da sem tole jakno kupila in da se me dejansko vzela s sabo. Moj bog. Tako da ja, včeraj je dežval v Ljubljani, to sem že rekla. Evo, pa je tudi k nam prišel. Zdaj gremo v mesto, še s taščo, ko ima ene opravke. Jo peleva, pa ne bomo šli še nekaj na kavo, sigurno kaj pojest. Pa ne vem, kaj mi dva planirava. Kakšni opravki. Tako da ja, no. Tok nočem iti nazaj, ampak po drugi strani tole vreme zdaj mi pa tudi ne paše. Zdaj sve stvari zmene pravno sončeš pegla, očitno ne bom rabila. Tako zmene moram imeti baterijo s sabo, to zunanjo. Moj bog, ko sem se strašila. Ne vem, kaj je lik. Ni metul, moj bog, neka veša, kaj je to, ko leti. Še ne vidim dober, pač nisem videla in wow, to pa je zdaj bilo. Herc poskočil za dobro jutro. Kaj je to? What is this? Ja, v glavnem ja, tale baterija zunanja mi rešuje live, da los nimam, ker pohiter gre baterija seveda, pa če si cel dan vzun. Še usence se ne mažem in pa v bistvu moram pičiti, ker pa mi že čakata. Tole od Milanija je ful rada uporabljam, toliko je huda. To je barva 130 Lingerie. 130, ko res je huda. Sicer hit zbledi, ampak ne vem, kaj se dogaja s to frizuro, noč kar gremo. Koliko je mrzlo, koliko se je ohladil. Ja, zdaj smo prišli domov. Ja, mislim, da teli špegli so malo moteči za kamero. Skratka, ja, šli smo na ene pravke imela tašča, pa smo šli na kavico, na zajtrk. Sej, kakor si videla, pa sem še jaz odskočila trgovino, po sladico in sicer tres leče, no se tle temu reče, pa španski, to je malo šlo dol, pa španski veter, to je v bistvu meringe, se pravi, beljaki pa smetana. Pa sem še vzela dvoje gatke, ker to je res tako ugodno. En je €1,50. Halo, pa tele štumfki, tole je marka pa pol, 75 centov. Pa sem vzela še tele, viš, ko sem te majčke včeraj, ko sem ti kazala, no zdaj imam na sebi belo, pa sem vzela še črno. 6,90 mark, to je tam €3,50, tako da. Pa kvaliteta je, verjam, da ista kot v Sloveniji, in v Sloveniji nikoli ne bom našla po tej ceni. Pa še tole čuvačus, ker mi je follower, to bom sam tlepila. Pa WC papir, no. Tako da ja, zdaj pa bomo videli, kaj je plan za naprej. Ful je mrzlo, res sploh ne moram verjeti, ful piha, no, tudi to je. Mene dejansko še tem zebe, tako da še dobro, da sem vzela. In ni prijetno. Jesen je tle, nimam, okej. Pozala sem povedati, da ima Taša danes rojsten dan, zato smo vzeli one sladičke, mislim, se je vih tako. Tako da ja, zdaj sva spet v mestu, dragi, ki prav, ki ima tale frizura bub, ne moram preboleti, koliko je mrzlo. Včeraj je bilo tle, zdaj ne vem točno, je bilo 28, nekaj tazga, no nas je pa že 11. Polano. V bistvu vem, ko je 10 stopinj v Ljubljani, jaz nosim bundo, da sem samo temi in zmrzujem. Dobro, da sem tle v avtu, če bi morali iti na busa, pa kaj ne bi šlo. Gremo pogledati eno knjigarno, če imajo kaj zanimivega. Drage mi je dal še svoj polovrček in me še kar zebe. Moj bog bolado.
berem knjigico, dragi je skočil do mojega prijatelja. Ne bi šla tam. Oziroma spala bi, fu sem zaspana. Le, koliko so cute štumpki, ki sem jih dosti kupila. Jaz sem zdaj mislila, da sem snemala, ker sem se tle česala, pa govorila. O moj bog, skratka, greva eni familiji, ki smo obotri. In greva pač na obisk. Ima tam eno punčko. Ne vem, če bom snemala, po moje, da ne. Ne vem. Dobro jutro. Doci! Daj, ne, tudi niste. Mač! Pridi! Mačo! Dobrodošli v Usrcih, da sva spet le, s kjere je moja mat. Tako da ja, najprej se bova seveda ostala na pokopališču, da obiščem babico, Didija pa strica. Pogreva sem neki do tete hiše gor, neki vzet v bistvu. Pogreva pa na obisk eni izmed mojih tet, ker ima velik. In potem v bistvu že pičiva nazaj v Prnjavor, ker pač moj dragi napravke mali v gužvi. Tako da ja, no, žal ne bova neki ful dolg se zadržala tle. Jaz sem hodila prespat, ampak tako pač je... Ne znese nama časovno, no, ko se pejte že vračava nazaj v Slovenijo. Ja, živjo! Čakaj, nimam proste roke, joj! Daj šapu! Joj! Jo, kdo se to sliši? Kdo se zdaj to dere? O! Je komu pase tole? Komu pase?
Evo pa smo nazaj. V bistvu so bila bolj na hiter, ampak je bilo vse lepo. Potem, se pravi, po pokopališču, ne, sva šla še gor do te bajte glavne, družinske, od vseh nas, no recimo temu tako, pa še 2 kužija od strica sta bila, ki sta res ful cort. Pa sva šla do tete dol, ki ima še tega velikega kužija, ki je, pa muco, mačka, ki se ful posti crkljati, se je tako, ki se je videl. Tako, jaz se pa naslonila roko in pa, ko pride uno spodi, da ga čoham, ampak pa sem ga parjela in so se s teto slikali in sem ga z eno roko parjela in je bilo valjda neudobno in me je... Mislim, se je to sem bila dejansko sama kriva. Tako da ja. Jutro greva nazaj domov v Slovenijo, tako da se bom danes kar počas pakirala. Tako da ja. Pa v bistvu jutro bom uploadala ta drugi del videa z dopusta z Italije. Me že sprašujete, da je bo. Mislim se, ko to vidiš, bo tako že live. Pa kle res internet, kar se uploadov tiče za te dolge vloge, je obupen, tako da pač nimam okej. Prebrala sem knjigo, tudi ful zanimiva. Tle je malo opis. Tako, cool. Ura je 9. Da se moram v bistvu do konca spakirati, da pol jutra dopoldne lahko greva. Ko sem zaspala, oh my god. Zdaj pa, dragi, prinesel spet čevape. Pač lej, jaz, ko sem tle, jaz res pretiravam s temi čevapi, da pol imam malo miru. Sicer recimo meni so dobri čevapi v Walterju, pa v Gurmanu sva bila. Saj sem tudi vlogala, no. To je v Trnovem, tam je to dober. Pa sem slišala, da so dobri Sarajevska pauza, kva je že na Dolgem mostu. To mi je pač ena sledilka zanč napisala, tako da ne vem. Pa mi je cool, da sem prebrala te knjige, ker sem si jih sposodila z knjižnice, zato ker v ponedeljkih moram vrniti in pol, da ne rabim podlašvati. Ker ponovadi je nekako tako ciljih te 3 tedne, ne, ko imaš v knjižnici, da pa pač ne rabim podlašvati, no, razen v kakšnih primerih. Če mi pač res ne uspe. No, skajmo se pakirati. Dobro jutro, evo, pakiramo se. Bomo še seveda kofe spil. Dežuje. Mrzlo je. Bomo čakati na priden dan. Zdaj nas še čaka pač to ne premikanje menjava poletnih na zimske stvari, tako da to, ko mi čakam. Te tople puloverčke, kar me res tako zede, da... Ujebem ti še. Evo, sva štartala, tako da se vozila nazaj proti Sloveniji, mislim, sva še v Bosni, še na začetku, dežuje. Pa tole jakenco, ker je res ful topla, tako da mi smo šla že nekaj pojest in pol pičiva nazaj, mislim, naprej. Zdaj sem se ostala te eni v enem restauracijo greva, da jim pregradiški neki, škoga piha. O, moj bog. Hi! Koliko mi je pa všeč tle v tej restauraciji, tako old school, vintage. To zame. Viš, tlele v Bosni se zelo dobro je. Jaz sem skozi čevape žrla, pač svetovno. Kaj sem še hotela povedati?
pa cenovno jebalo ugodno od Ljubljane, čeprav tudi Bosna fut draga ratala. Recimo, evo, sokot smo je bil 1,5 €. Pri nas bi bilo vsaj evro dražji. Zdaj pa pičiva proti meji nazaj, domov v Slovenijo. Evo, naju na meji z Bosno in Hrvaško. Evo, vstopava v Slovenijo. Stavila sva se v Zalokah, da greva pač na WC, pa po kavo, ki je WC umazan, smrti, tako, Kavica, eto ta kava se je podražila 2,20 €, je, včasih je bila, pa je 1,50 €. Mislim, tako, res, Italija je bila relativno poceni, tudi Bosna, kakor tok, in zdaj je meni tlele vse tok freaking drago, pa pač recimo itak petrola, ne valjda, da pač je dražji, tako da ne vem, sta. Konc dopusta, konc zapravljanja, tako da zdaj pa res treba malo šparati. Čin. Vroče, ampak je dobro. V bistvu prav sedeti, ko neki topuga. Če pa tle niti ni toliko mrzlo, pa nehali deževati, kar je super. Jutro pa delati, stari. Oh my god. Res, to, kaj konc dopusta in tako neki najhužiška. Pa če je jutro munka zombi, se vem, se pa sem že navadila, tako da bo cool. Zdaj imam ful perila za oprat, ko prideva dan, tako da to prvo sam čistiti in vse. Evo, prišla sva domov, tako da zdaj se moram razpakirati. Ne vem, koliko strojev oprati, tako da bom tle zaključila vlog. Upam, da je bil ta dopust zanimiv, nasploh ti vlogi. Hvala, da si tle, rada te imam in se gledamo spet. Upam, da hvala.